Lepo pozdravljeni in najlepša hvala, da ste sprejeli naše povabilo oziroma, kako rečem, pobudo, da se dobimo ob zaključku te, bomo rekli, res malo čudne sezone, na katero nihče ni bil pripravljen in ki nas je vse presenetila. V bistvu res v tej dolgi zgodovini revij, kot veste, pesem Posavja 47 let že gojimo, še nismo imeli takšne situacije, sploh pa ne, da bi odpadla zaradi takšnega razloga. Ampak vendarle, ne vem, z Lučko smo se spomnili, da pa mogoče pa vendarle naredimo v teh zadnjih dneh eno tako akcijo štirih dogodkov, kjer se nas bere približno 50 pevcev, 4 izbori, recimo danes manjkajo Afričani, oni se niso nič sestajali med tem časom še, tako da se tudi niso odločili za sodelovanje danes. Drugi ste se pa vsi zelo odzvali. Za nami sta že 2 dogodka v petek, ko smo imeli ob 6. na Veliki dolini in ob 8. na Grajskem dvorišču. Vsi so se odzvali, vsi res dobrovoljni, dobrosrčni in mislim, da nam je uspelo res tako, da je bilo prijetno. Torej, danes poteka z namenom dejansko, da ste se videli, mogoče po dolgem času, da ste mogoče si naredili tudi kakšno vajo prej, ker si jo mogoče ne bi, ali pa si tudi bi. Dejstvo je res, da moramo skrbeti vsi skupaj, da vendarle skrbimo za varnostne razdalje, za tega, da smo zdravi med seboj, ne. Zato bi vas tudi prosta, ko boste vstopali, da si boste res razkužili roke, na 2 mestih smo vam nastavili, pa tudi, ko boste sedli noter, pa bomo šli potem na klopi, lepo prosim, 3 na eno klop, pa nič več, ne. Bomo dovolj dali sedežev, da boste narazen, ker smo v zaprtem prostoru. Tule zunaj, jaz mislim, da nam je dovoljeno takole 5, ne, da ste zbor skupaj, tako. Zdaj smo se že malo razvadili in mogoče to ne upoštevamo več tistih striktnih priporočil, ampak vendarle, pomembno, da se danes družimo, si zapojemo drug drugemu, si zapojemo skupno pesem, ki je bila predvidena letos na vseh revijah po Sloveniji, na odraslih revijah. To je Oda radosti, Beethovenova. Letos je Beethovenovo leto in dejansko smo nekako se skupaj odločili, da je ta napev, ki je tudi evropska himna, si zapojemo enoglasno na revijah, oziroma ker letos revij ni bilo na današnjem dogodku. Morda bo ravno tak princip dogodek, mogoče še komu drugim spodbude po Sloveniji, da se ga loti. Pri nas so odzivi odlični, no, tako da se vam res vsem skupaj zahvaljujem, da ste vzeli čas ta dan in dejansko prišli in da se podružimo. Tej vozni red bi bil tako, da najprej damo prednost gostiteljem oziroma našim pomočnikom pri organizaciji. Zapel bo najprej mešani zbor, oni se bodo v vseh 3 publikah predstavili, tako da eno pesemco mešani zbor, pa potem ženske, eno pa Solomnani, eno pa potem ste še ženske, eno pa lovski zbor, eno je tako, potem se bomo pa premaknili notro, potem skupno zapel, potem pa premaknemo notro. V redu? Bo tako dobro? Jaz bi vam še povedala, da bi rada predstavila mojo kolegico iz JSKD, iz naše države. Vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žalijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončno telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki do
dobrim ljudi i mladim oči, mlade oči, sovsake oči, i v njih plameni se nova pomladi. Dobrim ljudi i mladim oči, darila mi vse, zaris prav vse, prav vse. Prelitli hribi sromerski, u srcu ste najdraži mi. Tu vinska trta je doma i voljo moć nam da. Tu vinska trta je doma i voljo moć nam da. Ko bliža lepa se jesen, povsod razlega petje se, klopote čuje se okrog in kriček prav tako. Klopote čuje se okrog in kriček prav tako. Tu žlahtno sladko grozdje je i vabi nas sladkostjo vse. Tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav zgora in sedaj svet vem, da je nekje še sreča. Tam, kjer sem doma, saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vedrega neba in poti povsod te vodijo gozdove. Tam, kjer sem doma, tu je kraj želja in sanj. To zlato vince je zdravo bratce nas, veselo si zapojmo, zdravi
Novice zdaj na glas. Kozarce si nalimo do vrha, do dna da vsi popijmo, do dna. Slovenski zemlji prvi, kozarec naveljaj, in svi stoji služiti, prisezimo sedaj. Kozarce si nalimo do vrha, do dna ga vsi popijmo, do dna, do dna. Radost Boga edina, hčerka ti Elizijska, tvoje ramena stopinja vodi od božanstvena. Blagor tvoj po mnogem veku, nam pregnal je krutom noč. Človek spletje brat človeku, odrve je tvoja moč. Blagor tvoj po mnogem veku, nam pregnal je krutom noč. Človek spletje brat človeku, odrve je tvoja moč. Bravo, Jaz vas lepo pozdravljam. Prav lepo mi je bilo že v petek, pa danes, da končno slišim malo petja v živo, ker zdaj sem par mesecev samo po računalniku gledala razne videe. In mislim, da smo vsi tega ogledovanja petja po internetu že krepko siti, tako da je prav fino, da lahko nekaj v živo slišimo. Tako da hvala za vaše predstavitve. Zdaj, tako kot je Simona napovedala, jaz sem programska vodja enega festivala z imenom Evropa Canta, se pravi Evropa poje. Ta festival se je začel tam po drugi svetovni vojni in sicer so premišljevali, kako bi preko glasbe združili pa spoprijateljili spet ljudi in so rekli, lejte, če ljudje skupaj pridejo iz različnih držav, ki so bile prej skregane med sabo in imajo neke rane za zaceliti, je najlepše, da pridejo skupaj pojejo, se družijo, skupaj jejo in prek ene take dejavnosti siguren se ljudje spet med sabo spet hitrejš povežejo, pa lepše naprej živijo. In zdaj ta festival se je tako paril, da že 60 let kroži po Evropi in sicer na vsaka 3 leta v eni drugi državi. Fajn je pa zato, ker to ni tekmovanje za zbore, pa ni svetovni simpozij za same strokovnjake, ampak je res namenjen pevcem. In jaz bi vam zdaj rada z enim filmčkom pokazala, ker mi seveda ga še nismo imeli, moramo nazaj pogledati, kako je bilo na Madžarskem, na prejšnjem festivalu, enem prejšnjih festivalov, da boste dobili en vtis, zakaj gre, da boste videli, da gre res za ljudi, ne samo za Evropo, ampak vsega se ta, poje se, pleše se, druži se in tako naprej. Thank you.
se vam zdi? Super, bi bili zraven. Saj mačka. Zdaj vam bom povedala, kdaj to bo, da boste vedeli, da to bo koledarček. Ne? Glejte, tamle imamo lučko, vidite. Napisan je sicer v angleščini, zato ker imamo to za tujce tudi narejeno, ampak 16 do 25 julij. Se pravi, do drugega leta imate še ogromen časa, da lahko splanirate počitnice, tako da boste lahko malo zraven. Ne? In sicer, da pridete na tale festival, kot ste na filmu lahko videli, sicer je šlo zelo hitro vse, ampak ste videli, da je bilo ogromno ljudi, da so bili tako starejši kot mlajši, da so bili črnci, Azijci, Evropejci, vse bilo zmešano in tako bo tudi v Ljubljani. In ta dogodek je v resnici največjih mednarodnih festivalov na svetu in to gre res v tisočih. Na zadnjem jih je bilo skoraj 4000 ljudi in z 50 držav, se pravi z vseh kontinentov. Zato, da mi te ljudi lahko damo na različne vaje, pa koncerte, pa druženja, seveda smo mogli poiskati v Ljubljani ogromen prostorov, tako da smo rezervirali v Ljubljani vse, kar je možno, od osnovnih šol, cerkva do Cankarjevega doma, prešteli vse stole, koliko lahko kam ljudi spravimo, da bomo vedeli, koliko imamo prostora, zaradi tega, ker moramo v tem času speljati približno 200 dogodkov v enem tednu. Tako, res je velikanska zadeva. Fino je, da na ta festival lahko pridete, ne glede na to, koliko znate in koliko časa pojete. Lahko ga pridete pogledati, lahko pridete zraven na kakšen del dneva pet z drugimi, z vsemi temi tujci, lahko ste pa bolj aktivni, recimo, če se bolj z zborostvom ukvarjate, če ste tudi profesionalci in tako naprej, da se vključite prav v aktivno festival in ste potem tudi njegovi redni udeleženci. Te dogodki, ki so zelo različnih tipov, ne, ni vse enako. Prvo imamo 40 ateljejev, to vam povem, da so pevske vaje, ki so vsak dan dopoldne in da prideš na te pevske vaje, se moraš prijaviti. Ne? To se pravi, moraš biti aktiven udeleženec. Na to ne moreš iti kar malo gledati. In to so pevske vaje, ki trajajo vsako dopoldne 3 ure, vodijo jih dirigenti iz celega sveta. V teh zborih pa sodelujejo ljudje z različnih koncev sveta, tako da zraven tebe lahko poje 5 Kitajcev, pa 7 Švedov, pa 20 Fincev, pa tako naprej. Ne? Vsi, ki jih tista glasba zanima, ki se dela na tisti pevski vaji. Kako? Dobro, potem tisto, kar si lahko ogledaš, ne da bi bil aktiven udeležen, so razni koncerti. Mi bomo povabili neki pevskih zborov, ki so zelo super iz celega sveta, potem imajo določene države po Evropi, imajo svoje nacionalne mladinske zbore, zberejo nadarjene pevce iz države in potem naredijo svoj zbor in imajo potem na našem festivalu koncerte, to lahko pridete pogledati. Potem bomo imeli nekaj dogodkov, ki smo rekli, pejmo ven iz koncertnih prizorišč, pa bomo naredili dogodke na Tivolski promenadi, to je park Tivoli zraven centra, kjer je ena velika promenada, kjer so skozi fotografske razstave. Bomo tam nekaj naredili, potem v hali Tivoli na ledu, pa v gradovih, upam, da tudi v Brežicah, ne? Da kdor v Ljubljano da bo prišel, bo pa lahko na Brežicah nekakšen koncert si pogledal in pri družinah. Potem imamo za tiste, ki so dirigenti, ki študirajo glasbo in ki jih to bolj zanima, pride enih 20 notnih založnikov z celega sveta, imajo tam notno razstavo in note lahko kupite pri njih, tako da si knjižnico malo obnovite. In pa stvar, ki je čist odprta za vse, kjer ste zelo dobrodošli, pa skupno množično petje. To je pa zunaj na trgu, pod nacionalno knjižnico spodaj in sicer pridejo 5
tisti, ki so udeleženci festivala, potem pridejo Ljubljančani, pa vsi obiskovalci Ljubljane, pa turisti, vsak je dobrodošel, dobi note ali pa jih prikazujemo in lahko poje zraven. Nekaj posebnega s par tisoč ljudmi z celega sveta peti. Tako, mi, ki smo že bili na takih festivalih, vemo, da je to težko pozabiti, ker je takšna dobra energija, pa toliko nevolje za naprej ti da, pa toliko ljudi srečaš, da res ne pozabiš zlepa takega dogodka. Takole, če ponovimo, za koga to je za pevce in je za dirigente, pa tudi za skladatelje, seveda, da srečajo tam ostale, ki podobne stvari počnejo in dobijo kakšne ideje, potem pa za razne organizatorje, prireditev, založnike, za tiste, ki ste dirigenti in pa seveda za publiko. Pomembna stvar je, poleg tega, da je to res tako gromozanski dogodek in toliko tisoč ljudmi, da bo to največji glasben dogodek v Sloveniji do zdaj, tolikšnega še ni bilo. In še ena stvar je, da to ni ena stvar, ki jo doživiš lahko letos, pa čez 3 leta, pa čez 5 let, ampak da je to enkrat, potem pa gre. In je zdaj to vaša prilika, da pridete zraven, da nekaj takšnega vidite, ali za en dan, ali za cel teden, kakor vas pač zamika. Potem bo šlo pa Bog ve kam. Zadnjič je bilo v Estoniji, prejšnjič je bilo na Madžarskem, še prej je bilo v Italiji, mogoče bo naslednjič na Irskem, tako se malo zdi, to se pravi, nič ne bo bliz. Tako, zdaj, tole je, zdaj, da vam pokažem, čisto samo približno, kako teče tale festival. Tukaj imate dneve, zelo slabo se vidijo, od sobote do sobote je program, potem imamo pa dopoldanski del, popoldne, pa zvečer, vmes se dobimo pa na kosilu, pa na večerji. In sicer dopoldne je za tiste, ki se na festival prijavijo in hočejo intenzivno peti ali iti na kakšna predavanja. Popoldne se začnejo pa razstava not in pa koncerti, kamor lahko pridete kaj pogledati, kakšen koncert si pogledati. Na njih pojejo tisti zbori, ki sodelujejo na festivalu. Potem je pa pred večerjo vsak dan, vidite, skupno petje, piše vam preberem, se gotov slavovit. To je pa 45 minut. Vodita ga ena Finka pa en Nemec in ona imate za vsak dan 45 minut muzike, ki jo vi skupaj z njima vadite. In to je taka glasba, ki jo lahko potem še na svojem koncertu na koncu zalušten zapojete. Potem je večerja in po večerji so pa same posebni dogodki. Ta prvi dan je otvoritev, potem je zborovska noč, to je tudi lušten videti. Bojo vsi zbori, ki sodelujejo od magistrata, tako na 200 metrov pa do Tivolija postavljeni, bojo prepevali, publika bo pa med njimi hodila in poslušala celo to traso, tako da te lahko slišali njih 100 zborov po mojem, vsak kakšno pesmico. Potem imamo koncerte vabljenih skupin, pa zaključne koncerte od teh, ki bojo dopoldne vadili na teh skupinah, pa imamo zaključek, pa še stvar v Hali Tivoli. Tako da, če vidite dopoldne, tisti, ki mislite biti aktivni, popoldne in zvečer so pa stvari, na katere lahko pridete pogledati, če bi radi mogoče za en dan prišli ali pa za več dni si ogledati koncerte pa to doživeti. Tako, kako lahko na festival prideš, zdaj bom povedala za tiste, ki bi radi bili aktivni, se pravi, da bi radi prišli na festival kot udeleženci, ne samo kot gledalci kakšnega koncerta, se lahko prijavite kot posamezniki, lahko kot z eno skupinco, z družino, s prijatelji, ali pa celo pripeljete svoj zbor. In če ga pripeljete, imate potem s tem zborom tudi v okviru festivala dodaten nastop. Kdo je zdaj naredil ves ta program, ki ga boste lahko drugo leto doživeli? Mi imamo za to eno mednarodno komisijo, in ta komisija je prejela okrog 300 predlogov za dirigente,
kateri dirigenti sveta naj to vodijo, katere skladbe naj se pojejo, kdo naj bo vabljen zbor, ki ga hočemo slišati. In potem vidite tamle, bom pokazala, to je bilo vse na listkih, v 100 barvah in na vseh mizah, kar je možen, in je bilo treba potem to skombinirati v 40 predlogov. Ne? In zato je poskrbela komisija, v kateri so ljudje iz cele Evrope, in imamo noter tudi 2 predstavnika, ena je Simona, en je pa Damjan Močnik, ste morbiti že slišali za njega, skladatelj, dirigent. In oni so potem kuhali ta program 3 dni, da smo na koncu prišli do 40 delavnic, da smo skuhali in da smo, mislim, da kar zadovoljni z njim. Ne? Tako. Zdajle bo samo par informacij za tiste, ki bi bili mogoče radi aktivni, pomeni, da ste tam 4 dni ali pa 8 dni in sicer lahko greste na dopoldanske vaje s sklepnim koncertom, kjer smo poskrbeli, da bo literatura, ki jo boste lahko prepevali, takšna, da boste sigurno nekaj najdeli, zato ker bo na razpolago ljudska glasba, klasika, stara glasba, muzikli, film, pop, jazz, barbershop. Vi boste to izdelovali 4, 6 ali 8 dni. Tisti, ki pa ne boste aktivni, jih pa lahko pridete pol poslušati na koncert. In ti, ki boste aktivni, moram povedati tudi, da smo za vsakega nekaj pripravili in si opsala, sem šla prehiter, nekaj muzike bo za otroke, nekaj za najstnike, potem imamo nekaj za ženske, pa za moške zbore in predvsej jih je pa za mešane zbore, tako starostno omejitijo do 30 let ali pa brez in vokalne skupine. Vse, kar boste delali aktivno, ni enako težko in sicer če greste 5 na te ateljeje, ki so označeni s črko A, ko boste mogoče si pol to pregledovali, boste videli, da je vsaka stvar malo težja. Eni so, brez da se doma kaj učiš, prideš tja in te naučijo. Drugo je, da se doma vnaprej pripraviš in potem dirigent to s tabo izdeluje. Tretja stopnička težavnosti je, da se prej doma dobro pripraviš, pa pošleš posnetek in je audicija. In še najvišja stopnička je pa za tiste nacionalne mladinske zbore, ki jih pri nas tako nimajo. Rekla sem, da bojo vse te pevske delavnice vodili dirigenti iz celega sveta. Jaz sem vam samo malo države naštela, da boste videli, tale gospod je Estonc, pa Norvežanka, pa Latvic, Belgic, Kanačanka, Kanačan, Američanka, Nizozemka. Imamo pa tudi nekaj Slovencev zraven. Tale punca je še dosti mlada in dela v Gradcu, Rahela Durič. Potem imamo Heleno Fojkar-Zupančič, jo ste verjetno že večkrat slišali za njo, pa Petro Grasi, ki je za Mejka, in pa Sebastian Vrhovnik, ki je na Akademiji za glasbo. Oni 4 bojo imeli tudi vsak svojo delavnico. Lahko vam malo povem za hec, kaj bojo delali. Rahela bo delala same skladbe s klavirsko spremljavo z obdobja romantike. Pol Helena bo delala musical. Petra Grasi bo delala glasbo z otroki, Sebastian Vrhovnik bo imel pa ljudsko glasbo iz Slovenije pa okoliških držav, pa pevce, godce zraven, pa ples. Tako da nekaj, kar ponavadi ne počne, pa ga zelo zanima in ga zelo veseli. Pa povem tisto, kar vidim, da je treba. In mislim, da je prva treba res poudariti to, da vas vabam, da pridete zraven, da si pridete kaj pogledati, ker je to res lušten, toliko ljudi, ki jih ista stvar veseli na enem mestu celega sveta. Za nas je krasen, da znamo povedati, da bomo eno tako pomembno stvar imeli, da znamo ljudem povedati, da zborovstvo ni nekaj tam, ki je brez veze, ampak da se pri nas ukvarja skoraj 60-70 tisoč ljudi s tem in moramo biti na eno tako stvar res ponosni, da so nam tujci zaupali tako stvar narediti in da bomo lahko tudi svojo glasbo tam predstavili in da bomo vso to ponudbo, ki sem jo razložila, zdaj na dom pripeljamo. Se mi zdi, da je res lepa prilika. Mi imamo eno skupinco zdaj, ki to delam in se bomo seveda naslednje leto malo razmnožili, ker nas je premalo.
Festival pa vedno zraven potrebuje še okrog 200 prostovoljcev, drugače sploh ne gre.